Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moje ime je Rok Bihman. Pozdravljeni na pogovornem večeru, ki poteka v okviru projekta Mesto Veja. To je bralni projekt, ki ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana in je namenjen spodbujanju branja odraslih. Opozorim naj vas na to tisti, ki sodelujete v projektu, da se projekt počasi zaključuje in da je v njem moč sodelovati le še do konca aprila. Moj sogovornik danes je gospod Andrej Inkret, je gledališki in literarni kritik, esejist, raziskovalec in urednik, doktor dramaturških znanosti. Služboval je v kulturnem uredništvu Dela, bil med pobudniki in ustanovitelji Nove revije in predavatelj na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Težišče njegovega raziskovalnega dela je v gledališču, v literaturi in literarni zgodovini. S posebno pozornostjo pa se je ukvarjal z literarnim in političnim opusom Edvarda Podbeka. Uredil je 9 knjig njegovega zbranega dela, opremil vrsto antoloških izborov Podbekove poezije in proze in nazadnje izdal obsežno monografijo o Podbekovem življenju in delu z naslovom In stoletje bo zardelo. Knjiga je izšla leta 2011. Je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, član Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN in leta 1981 je prejel nagrado Prešernovega sklada za knjigi Spomini na branje in Novi spomini na branje. Sedaj pa je tik pred izidom njegova nova knjiga Izgubljeni čas, ki naj bi menda išla konec aprila. Gospod Inkret, pozdravljeni. Pozdravljeni. Ta je nova knjiga Izgubljeni čas. Bi morda najprej za začetek spregovorila malenkost o njej in se potem posvetila tej knjigi In stoletje bo zardelo in Podbeku. Čisto na kratko. Na kratko. Gre za eno zbirko esejev, predvsem pa aktualističnih gnos tudi iz časov, prvih časov slovenske državnosti, kritik, hvale, ironičnih in patetičnih, da tako rečem, pripomb na tisti čas, tamle konc 80-ih let tega stoletja in z iztekom 25 let kasneje, slabih 25 let kasneje, zdaj letos. S tem se knjiga zaobsega tak časovni, tako širok časovni lok, s tem, da se začenja z esejem daljšim esejem o Dušanu Pirjevcu, partizanskem komisarju in njegovem razhodu, hudem slovesu, kot pravi on, od partizanstva. In na ta način v bistvu gre za historičen krog, aktualen seveda, ampak s pogledi na preteklost. Več pa v knjigi, ki bo šla v aprilu in verjetno bomo živeti tudi v knjižnici in v knjigarni. No, tako, da se zdaj posvetiva Edvardu Podbeku. Edvard Podbek bil je človek, besedni umetnik, politik, mislec in izjemno vizionar. Knjiga In stoletje bo zardelo priča o njegovi razburljivi življenjski izkušnji. O navadnem človeku, ki je po lastnih besedah postal brezpogojno zvest do konca, se ni bal priznati, da ne zna razumeti svoje zvestobe. O intelektualcu, ki se nikdar ni mogel zadovoljiti z obstoječim stanjem. O katoličanu, v katerem je bilo vedno nekaj malega protestanta. Revolucionarju, ki je skupaj s komunisti podiral staro, a se ni znal nekako do kraja vključiti v tisto novo. Knjiga je izšla pri založbi Modrijan, ima preko 600 strani in v svoji vsebini nekako linearno niza življenje Edvarda Podbeka. Od njegovega otroštva, mladosti, vstopa v partizanstvo, politične aktivnosti, njegovega pogreza in pa ponovnega vznika v javnost. Gospod Inkret, kako ste pravzaprav pisali to knjigo? Kakva metoda je bila pri pisanju, kako ste gradili to biografijo? Kaj vse ste pravzaprav potrebovali? Verjetno je to ogromno nekega gradiva, materijala. Ja, ta knjiga je v bistvu zadnji produkt, da tako rečem zadnji pod narekovaji raziskav, ki so bile potrebne za
izdaja njegovega zbranega dela. Jaz sem tam v zbranem delu uredil 8,5 knjig, da tako rečem, 9, skupaj z tukaj prisotnim kolegom Glavanom, sva to skupaj uredila. Skratka, za material, ki ga je bilo treba preštudirati, tega materiala je res velik, za teh kompleks tega zbranega dela, predvsem seveda samo literarnega opusa Kozbekovega. Gre za zbrano delo iz poezije, zbrano delo proze, čiste proze, novel, potopisov, dnevnikov in seveda potem nazadnje tudi dveh dramskih nadolskih tekstov, ki jih je napisal. Vse to je bilo treba raziskati, tako kar se tiče nastanka, kot kar se tiče na sprejemanja teh tekstov. In normalno je, da se mi je tukaj nabralo ogromno faktografskega gradiva, ogromno empiričnega gradiva, iz katerega sem potem nastale so določene težave pri objavljanju zbranega dela. Te težave so v bistvu ohranjajo donos in v teh mrtvem času, ko ni bilo mogoče izdati nove knjige zbranega dela, sem pač sedel in skušal potem na podlagi vsega tega in seveda novih raziskav sformulirati to, kolikor mogoče preprosto, kolikor mogoče nazorno in kolikor mogoče neutralno pripoved o tem gotov provokativnem, na neki način pretresljivem življenju, ki traja pač, oziroma je trajalo tistih dobrih 70 let. Kakšni so, da se me zanima, kakšni so da bili potem na primer odzivi? Glede na to, da pač poznamo Kozbeka in so bili določeni odzivi nanj in na njegovo literaturo, še pač na primer ljudi, avtorjev, ki so še živeči, zdaj še pišejo. Na primer, so se, kakšen je bil njihov odziv na primer na to obsežno? Ja, mogoče sem res pozabil moment, da sem seveda se pogovarjal s celo vrsto Kozbekovih sodobnikov, prijateljev, znancev, od pokojnega Trstenjaka do pokojnega Pina Mlakarja in mnogih drugih, ki seveda te knjige niso doživeli, so me pa pri nastajanju, pri mukah, ki sem jih, mislim, da sem porabil kakšnih 4-5 let za formuliranje tega, spodbujali, ampak pač končalo se je tako, kot se je. Odmeni so bili pri ljudeh, ki so ostali, ki so preživeli, so bili dosti dobri. Moram reči, da nisem doživel kakšnih izrazito odklonilnih odmerov. Doživel sem prej ignoranco, kot pa recimo odklonilne sobe. Drugi pa prosim kolegica Eriko, da prevere en pesem, Kozbekov z naslovom Kdo sem? Kdo sem? Nikoli nisem to, kar mislijo, da sem. In nikoli nisem tam, kjer me vidijo oči. Sovražniki me imajo za naslednika prestola. Prijatelji so prepričani, da sem skrivni diakon. In šaljivci mislijo, da trohnim v dnevniku potopljenega drobovja, ki je iskalo novo zemljo. Jaz pa klečim opoldne sredi puščave in pišem v pesek na rep tišine. Proti večeru zaškrtam v nevarni razpoklini Babilonskega stolpa, o polnoči pa vdano ležem med zlate meče na Hamletovi terasi. In šele proti jutru se zavihtim na sedlo veljav iz 7x7 mesečin in pojezdim nasproti darežljivi vrtnici, pripravljeni na izbruh. Nekoč bo pogledala ošavnemu stoletju v obraz in stoletje bo zardelo. Kozbek je veliko pravzaprav pisal
o sebi, o svojih doživljanjih, o odnosu do družbe. In njegovo pisanje pogosto nekako odseva neko tragiko nekega časa. Pa me zanima recimo glede na to, da je pisal velikokrat iz sebe, je ta pesem Kdo sem? V bistvu, iz te pesmi je izvit tudi naslov knjige, iz verza Stoletja pozardilo. Zakaj recimo, ste s kakšnim posebnim namenom potegnili ta vers? Moram priznati, da to ni bila moja ideja, pač pa je bila ideja založbe. Mislim pa, da je izbor teh verzov dosti posrečen, ker v bistvu zadeva ključne dimenzije Kozbekovega usode, bi rekel. Je pa Kozbek, treba poudariti, v bistvu ves čas pisal o sebi. V sebi namreč v tem smislu, da je formuliral svoj položaj nasproti družbi, nasproti ključnim duhovnim idejam svoje dobe in ohranjal na ta način eno nenehno pričevanje o svoji poziciji. Pričevanje, ki izbira enkrat obliko verza, tako kot zdajle, drugi spet v obliki članka, govora in tako naprej, predvsem pa dnevnika. Dnevnik je namreč Kozbek pisal tako rekoč celo življenje, približno pol stoletja. Tako da je na ta način njegov opus dejansko zelo koherenten, zelo enovit, čeprav na videz seveda izbira različne forme. Vi ste, v knjigi sem prebral, vi ste v bistvu gospoda Kozbeka tudi osebno spoznali. Ja. Ste pač sodeloval pri posebnih besedah njegovih zbirk poeziji. Kako ste ga doživel? Kakšen je bil recimo to človek na osebni stik? Kako bi ga predstavili? No? Predvsem je med nama 40 let razlike. To je prvo. Spoznal sem ga zelo mlad, kot v 20-22 letih, ko smo se v tem je nekaj 10 v knjigi tudi, tako da ne bi podrobno ponavljal. Takrat pač je bilo običajno, da je za 29. november dan države, dan republike, bilo treba objaviti oziroma urediti posebno slavnostno številko in študente pač nismo imeli namena objavljati nekih puhlic, nekih hvalnic, kot je bilo ponavadi v drugih listih. In smo prišli na idejo, da bi izvedeli seveda, da Kozbek svojega dnevnika ne more nadaljevati z objavljanjem. In smo prišli na zamisel, da ga poprosimo za nekaj odlomkov. Takrat sem jaz potem Kozbeku telefoniral, stopil do njega, bil je seveda zelo na nek način presenečen, na nek način vesel, da se mladi pač sploh zanimamo za njega in je z veseljem pač prepustil nekaj odlomkov iz partizanskega dnevnika, ki je kasneje izšel pod naslovom Listina. Moram reči, da smo imela potem še nekaj let seveda dost, ne sicer redne, ampak dost pogoste kontakte, pogoste stike, da so se veliko pogovarjala. Nekaj malega je potem ohranjenega tudi v njegovih dnevnikih. Jaz sem pozabil recimo o čem vse so se pogovarjala in sem potem našel to v dnevnikih. Jaz sem imel občutek zelo odprtega človeka, ki zna poslušati, ki ga zanima sogovornik, še potem seveda ga zanima on sam, da tako reče. Seveda govorila so o vsem mogočem, govorila seveda tudi malo paranoično, previdno. Jaz sam nisem se zavedal, ampak on mi je dal vedeti,
da so v stanovanju, hodil sem k njemu na Veselovo ulico, tam za, mislim, da je tam zvala Zorjeva ulica, da so v stanovanju mikrofoni, Kozbek je imel navado pojačati radio takrat, ampak to nam nekako ni vplivalo na, pogovarjali so se namreč odkrito, odprto, vsaj jaz sem imel ta občutek. Hkrati sem imel pa tudi ta občutek, ki me na nek način rahlo motil ali pa vznemirjal, občutek nekega poudarjanja katolištva, kar je. Občutek enega, kako bi rekel, ene pobožnosti ali ene ekstatičnosti. Nikoli ne bo poznal, kako mi je ob slovesu, prvem slovesu, stiskal roko, stresal roko, na katoliški način, da tako rečem, da bi se mi zahvaljeval za Boga kaj, za preprosto objavo nekih 6-7 strani iz njegovega 300 strani in več obsežnega dnevnika. No, jaz sem ti dnevnik takrat potem, on mi ga je prepustil za čez vikend. Jaz sem ti dnevnik seveda potem prebral na dušek, nisem mogel nehati. In bil sem hkrati presenečen, da je kar tako mi izročil rokopis, noben pa poudaril, takrat je bil Xeroxov in tega, poudaril, to je edini izvod, kar se da ni bilo popolnoma res. Ampak vendarle, večkrat 2-3 izvodi tega niso mogli biti. Skratka, jaz sem to potem pregledal, prebral na dušek in izbral nekaj, po moje, vsaj takrat so bili odmevi takšni uspešnih, tipičnih odlomkov iz tega dnevnika. Spominjal se recimo tistega odlomka, ki govori o tem, kako smo Slovenci defenzivni narod, nismo pa ofenzivni, da se bolje branimo kot napadamo. Recimo en tak tipičen primer. Moram reči, da je potem ta objava, ki je začela se na prvi strani, vzbudila tudi med takrat policijo, to je bilo sredi 60-ih let, mislim, da je leta 64, vzbudila nekaj pozornosti tudi na političnih forumih, ampak v bistvu bolj ali manj potiho, tako da do mene direktno te odmevi niso prišli so pa živahni odmevi med bralci. Tribuna je bila takrat sorazmerno dosti bralcev, tudi zunaj študentovskih krogov, tako da je v tem okolju to zelo živo odmevalo. Posebej, jaz sem napisal en kratek, nekaj vrstic dolg uvod, ker sem se zavzel za to, da je treba to, po moje, takrat sem tako formuliral, to temeljno knjigo slovenskega partizanstva nujno čim prej objaviti. No, na to objavo je potem bo treba čakati še, mislim, 4-5 let, dokler ni šla pri Slovenski matici leta 67, če se prav spomnim. No, prvo pesniško zbirko je Edvard Kozbek objavil, ko mu je bilo dobrih 30 let. Po besedah Borisa Paternoja gre za zbirko duhovne varnosti in ravnotežja med človekom in zemljo. Ko je pesniška zbirka Zemlja izšla, se je pisalo leto 1934. Nekako čas, ko je Kozbek živel še nekakšno mladostniško in živo življenje, recimo, da je bil do neke mere neobremenjen. Pa se je to poznalo na poeziji, primerjavi potem z naslednjo, oziroma še vprašam še eno vprašanje. Je ta prva pesniška zbirka Kozbeka nekako pozicionirala med pesnike? Oziroma, kam ga je Izrazito. Takrat je seveda izhajalo bistveno manj, neprimerljivo manj, ne samo poezije, ampak tudi drugega
kot izhaja danes. In Kozmek si je to knjigo v bistvu zelo hitro naredil ime, se uveljavil med takratnimi slovenskimi pesniki. Isto leto je šla prva zbirka Mileta Klopčiča, recimo. Takrat je, mislim, 5 letih, malo prej, malo kasneje, izšel prvi Kosovel, prva knjiga Kosovelova. In Kozmek je dejansko takrat zelo živ je bil Anton Vodnik in tako naprej. In Kozmek si je v tem krogu, v krogu slovenske poezije, nasploh ustvaril zelo izrazito ime. Takrat je poezija ne učinkovala, odmevala neprimerno bolj, kot si lahko predstavljamo, da danes ne. To se vidi tudi po odmevih, ki jih je doživela v dnevnem, da ne govorimo o revijalnem tisku. Mislim, da so redko katere poezije, pesniške knjige danes doživijo tok odmevov. Takrat je, recimo, že Slovenc pač po provenienci soroden Kozmeku, katoliški provenienci, objavil seveda 2-3 članke sproti, tako rekoč, takoj po izidu. In to je dejansko odmevalo do te mere, da je Kozmek tudi prišel v ta nekak najožji krog Osvobodilne fronte, kasneje 41. Tudi na podlagi svojega pesniškega slovesa. In nikoli ne bom pozabil težav, če govorimo o težavah, ki jih je imela partija, da tako rečem, s Kozmekom kasneje. Nikoli ne bom pozabil izjave prej omenjenega Dušana Perjevca, komisarja, pri 20 letih, komisarja, ki je rekel, se ne bi bil problem, se bi ga lahko likvidirali med vojno, če nam je povzročal težave, ampak mi smo hoteli, ker je bil pesnik. Je ta pesnik učinkoval takrat za javnost, oziroma za ljudi, kot močna, kot nedotakljiva figura. No, potem, ko izdaji Zemlje, pa je nekako bil v bistvu se je zgodil nek ustvarjalni molk. Še to moram povedati. Zdaj, Zemlja je išla v času, ko je Kozmek živel zunaj Slovenije. Kozmek je po diplomi na romanistiki v Ljubljani dobil prvo službo v Bjelovaru na Hrvaškem in potem dosegel premestitev v Varaždin, čeprav se je želel Maribor ali pa Ljubljano. In Zemlja je v bistvu doživela končno redakcijo v Varaždinu. Doživela seveda prve formulacije, tudi nekaterih pesmi v Bjelovarju. Se pravi, ta Zemlja je v bistvu mišljena na en univerzalen način. To ni zemlja v smislu Bluetooth boden, v smislu, no, vse je jasno, kaj hočem povedati, ampak gre za identiteto, za poezijo identitete med človekom in njegovim prostorom, njegovim okoljem, in tisto, kar pa tedno imenuje ravnotežje. Tam je še vse mirno, vse spokojno na nek način, vse potopljeno eno v drugo, tako da v nobenih razlikah, v nobenih konfliktih ni mogoče govoriti. Čeprav v neki pesmi že omenja slutnjo neke možne bližnje katastrofe, tisti verzi, ki se imenuje, ne vem, si glasijo v tem, da samo še malo pa bodo podzemni bobni zagrmeli. Se pravi, neka čudna prva tesnova, tam 30 leta, se pravi, prvo pojavljanje, prvo zmagoslavje
nacizma, fašizma in tako naprej. Potem je seveda med zemljo in grozo minilo 30 let. 30 let, vmes je seveda vojna in v vojni Kozbek ne objavi niti verza, niti v partizanskem, se pravi, ilegalnem tisku. Moja pesem ne zna prerokovati in ne zna ropotati, tako nekaj pravi Nosim Dami, veni od teh pesmi. In seveda je zaradi tega druga pesniška zbirka Groza, seveda delež tega napornega, tragičnega časa, ki je minil tam med sredo 30-ih in sredo 60-ih let prejšnjega stoletja. Predvsem pravim tragičnega časa, ker je imel Kozbek pripravljeno zbirko partizanskih verzov, se pravi izrazito verzov, ki so izrazito vezani na ta čas, čeprav drugače, kot to beremo recimo pri Mateju Boru, pri Kajuhu in tako naprej. Ampak te zbirke Nočna straža se imenovala, ni mogel objaviti iz političnih razlogov. Tako da je ta groza nasledek tudi že seveda tega mrtvega časa pogreza v zgodovino, ki mine med zbirko novel Strah in pogum 51-52 do groze, se pravi do prve pesniške zbirke, s katero se Kozbek na neki način napol rehabilitira, oziroma ga rehabilitira. No, tako kot se je že gospod Inkret omenil, je v bistvu po izidu Zemlje nekako se zgodi nek ustvarjalni molk. Sledilo je pravzaprav tisto vsakodnevno pisanje v njegov dnevnik. In ko je leta 1936 Kozbek prišel službovati v Ljubljano, se je nekako intenzivneje vpel v to sredino družbenega in političnega angažmaja. Takrat se je tudi spoznal s Kardeljem in svojim prijateljem Jožetom Zemljakom sta kmalu potem ustanovila mesečnik za gospodarstvo, kulturo in politiko z naslovom Dejanje. No, tukaj so objavljali družbeno-politične eseje, aktualno publicistiko. No in recimo tukaj se že izraža pač neka ta pripadnost krščanskemu socializmu, se pravi k neki sintezi med socialističnimi idejami in pa etiko krščanstva. No in naposled tudi tukaj objavi ta manifestativni članek z naslovom Razumnik pred odločitvijo. In potem pravzaprav on s kolegi nekako idejno popeljajo te krščanske socialiste v osvobodilno fronto, v boj proti okupatorju oziroma odporu in postaji. Kakšna je bila ta odločitev? Kakšna so bila recimo njegova pričakovanja ob vstopu v OF? In kakšna je bila tista vizija recimo njegovega družbenega reda, kjer je večkrat poudarjal, da je potrebno ta katolištvo, ki se je razraslo tukaj na tem področju, nekako odpraviti in ga spremeniti. Mogoče moram še malo nazaj. Prej ste rekel molk. Med prvo in drugo pesniško zbirko pri Kozbeku vladal molk. To seveda ni popolnoma res, ker je to čas dosti intenzivnega pisanja poleg dnevnika. In seveda ne samo pisanja, ampak izrazitega angažmaja, uredniškega, mentorskega in tako naprej v zvezi z revijo Dejanje. In velik del sodelavcev Dejanja je potem leta 1941 prestopil oziroma se vključil v osvobodilno fronto. Rekel ste, kaj je bilo pri Kozbeku tisto gonilno, tisto odločilno. Bila je seveda potreba oziroma
nujnost nacionalne osvoboditve in na drugi strani nujnost, spoznanje o nujnosti družbene preobrazbe v smislu tiste Cankarjeve fraze o pomlajenju in očiščenju. Fraze ne mislim več slabšalno. Se pravi, šlo je za kombinacijo nacionalne, narodne osvoboditve in družbene, socialne osvoboditve. Leta 1941 je seveda edina iniciativa, ki se je pojavila dosti razvidno, prišla strani mladih komunistov. Se pravi, pobuda za ustanovitev osvobodilne fronte. Druge pobude pravzaprav ni. Kozbek in njegov krog nekako ni mogel pristati na rešitev, ki se je na drugo obliko rešitve, ki se je takrat pojavljala, se pravi čakanje. Čakanje, kaj se bo zgodilo, kaj bodo storili drugi, ampak so se mladi fantje vsi odločili za akcijo, za dejanje, kot se je imenovala že Kozbekova revija. Zdaj, kako je to potekalo, so stvari dosti znane in dosti znano je tudi to, da so komunisti zelo hitro spremenili od začetka izrazito koalicijsko strukturo osvobodilne fronte. Poleg komunistov kot iniciatorjev so bili in poleg krščanskih socialistov, se pravi intelektualnega kroga dejanja, iz kroga sindikatov v Jugoslovanski strokovni zvezi, potem kulturnikov, tako imenovanih, pod vodstvom Josipa Vidmarja, Sokolov, kot nosilnih, kot ustanovnih skupin, pravzaprav drugega ni bilo. Zato je seveda ta koalicija toliko bolj boleče, posebej Kozbek seveda, toliko bolj boleče spoznala postopoma v teku vojne premoč oziroma prevzemanje ključnih položajev, ključnih idej in tako naprej strani komunistov. Tukaj je potem seveda nastal tisti nujen, neizogibni konflikt, ki je pač v Šiču dosegel vrhunec temle par let po vojni z radikalnim sporom z Kozbekovo 10-letno odstavitvijo iz javnega življenja nasploh. Sem že vse povedal. Mogoče bi jaz samo dopolnil, recimo, to z neko mislijo njegovo, da je v sebi gojil misel, da je človeku ukazano, da ne podleže usodi, ampak jo samo ustvarja in vodi. Če se pridruži silam, ki so zgodovinske in ustvarjene zato, da razvoj privedejo na višjo stopnjo. Kaj je recimo ta višja stopnja? Kako? Kaj si jo naprimer? To je bila ta misla dvojna osvoboditev, ki sem jo omenil in ki vemo, kako je bilo z njo kasneje. In hkrati verjetno tudi ta Spet je treba gledati, da je Kozbek po naravi fantast, vizionar, pesnik. Tako da, kot ne treba vse te formulacije vzeti, da pravijo cum grano salis. Kozbek ni bil politična figura. Brez talenta za kakršnokoli operativno politiko. Bil je, to je zelo jasno povedal njegov sošolc že iz mariborske gimnazije, profesor duhovnik Anton Trstenjak. Kozbek ni bil politik, ampak je bil ekstatična osebnost.
se pravi človek zanosa, človek ekstaze. In z tega vidika je preživljal ta hudi čas, ne, vojne in po vojni. V svojem dnevniku je Kozbek enkrat je omenil, da je v bistvu pravzaprav neko dejanje kasneje šele potem v 60-ih letih reflektiral in je rekel, da je za dolomitsko izjavo, da je v bistvu to nekako soglašanje, da je z njo da je to nek dogodek brez povratka, da je nekaj dokončnega in neizbrisnega. Je on že verjetno pač ni slutil, kaj se bo zgodilo povsem dobro, ampak zakaj je recimo, zakaj je v bistvu podpisal to dolomitsko izjavo? Mislim, da je treba prebrati prav to, kako je do te izjave prišlo, v kakšni življenjski situaciji. Če čisto na kratko povem, vse podrobnosti so v knjigi. V začetku 43. so Kozbeka poklicali k Avnerju. Kozbek je bil podpredsednik Avnerja. In se je moral pač, ker so uspeli priti na prvo zasedanje v Drvarju 42. se je moral, ali naj bi se, čim prej priključil ekipi, ki je delala takrat ki se tolkla v Bosni. Odšel je skupaj z Matijo Mačkom, Ivano Mačko Matijo, tam v januarju, na visokem snegu v Drvar, ni pa šel do Drvarja, ampak se je moral vrniti v 2 mesecih poti, se je vrnil in je srečno prišel do doma, tamle, do doma, kot Nikolaj, tamle v Pohograjskih Dolomitih, je nesrečno stopil in padel v stopnicah v klet. Si na pol izpahnil, na pol zlomil gležen in preživljal nekaj časa v neki vročici in potem prišel postopoma k sebi, ampak ni mogel hoditi in tako da so se ljudje, drugi člani izvršnega odbora Osvobodilne fronte dobili, sedeli okrog njegove posle, tamle v Babni gori in se tam zmenili za dolomitsko izjavo. S mislijo oziroma s trditvijo, da gre predvsem za to, da se doseže in ohrani seveda čim večja enotnost partizanskega gibanja. To je bila v bistvu tudi misel, na katero je Kozbek brez premisleka, brez pomisleka pristal in ne da bi pomislil, kaj to v resnici pomeni, brez pravega talenta za politično strategijo, taktiko in tako naprej. Obenem je pa tudi značilno, da komunisti niso bili ravno legalisti. Niso spoštovali zakona, pač pa so seveda zakon postavljali sami in postavljali po svoje. Kar pomeni seveda, da v bistvu zdaj praktično ni toliko pomembno, kaj se napiše na nekem in podpiše na nekem papirju. Vse to je bilo verjetno pri Kozbeku tudi prisotno. Predvsem je bila prisotna misel, da je vendarle treba, ne glede na razlike, ohraniti enotnost ne samo gibanja, ampak enotnost tudi vojaško in tako naprej. Zato je to podpisal s tem, da je bilo mišljeno v začetku, je bilo sprejeto stališče, da je to izjava, ki zavezuje samo aktiviste Osvobodilne fronte. Aktiviste, za katere ne bi bilo vseeno, ali pripadajo
krščanskim socialistom ali pripadajo komunistični partiji. Vsi naj bi postopali, agitirali enotno, v imenu istih ciljev. Hkrati so pa seveda Kozbeku, ne da bi to zapisali, zagotovili, da bo po vojni, potem ko bo osvoboditev dosežena, pač dobil svojo, ne glede na to, da se mu povedal ustanovitvi stranke, da bo pač dobil svojo svobodno iniciativo v nestrankarskem pač krogu, kar je Kozbeka spet na nek način privlačilo, se je že od predvojnega časa nastopil izrazito proti stavkokraciji, kot bi rekli danes. Predvsem seveda stavkokraciji, ki je veljala za takrat najmočnejšo stranko v Sloveniji, Slovensko ljudsko stranko, Koroščevo stranko. Niso o političnem, družbeno-političnem življenju zunaj strankarskih omejitev, določil in tako naprej je na Kozbeku gotov od vsega začeti ves čas mikavna. Ves čas ga je mikala. Svoje mesto je tudi videl predvsem v kulturnem, pa tudi v konfesionalnem, se pravi verskem življenju. Sami boji za oblast in te reči so bili zunaj njegovega vitalnega interesa. Željenje sploh in tako naprej. No, jaz bi vseeno mogoče izpostavil problematiko nečesa, kar je Kozbeka zaznamovalo kmalu po vstopu v partizane in ga je potem notranje razjedalo 30 leti še naprej. Gre v bistvu za vprašanje teh likvidacij vojnih in političnih nasprotnikov. V zvezi s tem nastopa pravzaprav neka dvojnost odnosa. Ko je pač dobil informacijo o tem, da je bil ubit natlačen in Erlich je bil nenazadnje tudi Kozbekov dober znanec. Nasprotnik, absolutno. Je Kozbek zapisal, da sta bila izdajalca slovenskega naroda in da je z njima potrebno obračunati. Recimo, sprav za Erlicha je zagovarjal in utemeljeval to likvidacijo z nujnostjo revolucionarnega prava. Hkrati pa je recimo to nujnost kasneje prelevil v neke vrste pokoro, recimo, ko je od Kardelija zahteval odgovore o smrti tisočerih domobrancev ubitih v Kočevskem rogu. Kako se je, naprimer, po eni strani me recimo presenetil ta njegov odnos do usmrtitve Natlačna in do Erlicha. V smislu, da je tako nekako nonšalantno šel mimo tega, hkrati pa seveda vmes je minilo kar nekaj časa, ko je on potem terjal neke odgovore oziroma odgovore je terjal že sredi vojne, tudi od Kardelija in Kidriča, ampak vseeno potem ta obrat. Ja, mislim, da je treba gledati na to zelo delikatno vprašanje. Treba pa gledati na to vprašanje izrazito historično. Treba je gledati na položaj leta 1942. Ni isto, kot je položaj potem leta 1945. In še manj seveda isto, kot je bil leta 1975, ko je Kozbek ta problem prvi, oziroma ne čist prvi, ampak prvi dobesedno tako odločno v tem družbenem prostoru načel. V tistem znanem intervjuju skupaj z Borisom Pahorjem. Jaz težko bi zdaj podrobno to elaboriral. Rad bi sam povedal to, da se tukaj kazala, da se kaže
logika zgodovine, zgodovinskega dogajanja. In se tukaj bi se skliceval spet na že omenjenega Dušana Perjevca, ki pravi, to, kar se je na Slovenskem pač zgodilo, 41-45, drugi narodi prav že od zdavnaj poznajo, so že zdavnaj doživeli. Se spomniti samo francoske revolucije. In kaj so doživeli, zakaj gre v bistvu? Ena grupa, ena skupina pobije drugo in se zavihti na oblast. In potem pride spet ena grupa, pobije to in se zavihti na oblast. Podobno kot tisto znamenito kolo, ki ga omenjajo šekspirologi v dramah, Shakespearovih dramah oziroma Shakespearovih historijah v angleški zgodovini. Prav nič posebnega. Čeprav je to cinična v bistvu, ampak verjetno dosti natančna ugotovitev. Seveda, to, kar se je zgodilo 45. je še gledamo tako zgodovinsko nesprejemljivo. Takrat je bilo vojne že konc, bila je, ni bilo popolnoma jasno, vsaj takrat ne, a gre za eksces pijanih, napojenih zmagovalcev, ki mislijo, da jim je vse dovoljeno, ki se hoče maščevati nad nasprotniki, ali gre za vendarle za kaj drugega še, kaj tisto drugo ne bi. Hočem reči, treba je gledati, če se to da, jaz ne vem, ampak treba je gledati vendarle iz neke historične distance. Treba razumeti pozicijo, iz katere Kozbek govori o natlačenovi likvidaciji leta 1942. Za natlačenje je bilo znano, ne samo, da je pripadal temu razredu izkoriščevalskega, ki ga je revolucija zrušila, ampak je znano, da je od Italijanom predlagal ustanovitev neke posebne slovenske politične policije, ki ne bi se tolkla s komunisti in tako naprej. Kar je intervencija, likvidacija natlačena ljubljanskega župana, svojč Albana, ne vem, Bana, ne? Vse to je na nek način vendarle razumljivo leta 1942. Tako kot je na navsezadnje razumljiva tudi tista teza, da v Erlichovi likvidaciji, ko Kozbek pravi, da tukaj ne gre več za takih situacijah, takih napetih navzkrižjih, ko en red propada, drug red se šele poraja. Ne gre več za pravo. Ne gre za pravo, ki ne bi zaščitilo posameznega človeka, ampak gre za politiko, ki brani interese, koristi in tako naprej, občestva, skupnosti. To je seveda nesprejemljiva teza, če pristanemo na to, da pravo ščiti pač posameznika, življenje, kot je govoril kasneje Tine Hribak, življenje sveto. Mislim, da je sveto, seveda. Ampak vse to je treba razumeti v tem historičnem okviru, kjer je šlo dejansko za to, kdo bo koga. In šlo je za vprašanje, v zadnji konsekvenci, za vprašanje preživetja. Če je Kozbek odhajal leta 42, spomladi leta 42 v partizane, to pomeni, da je pustil svoje življenje kompletno za sabo. Če
če tako mislimo, sorazmerno dobra služba, profesorska, tam na gimnaziji, čez cesto, majhen otrok, 4 leta star, stanovanje, koliko je to urejen standard, vse to pusti, da glavo v torbo, kot pravim jaz, in gre. In recimo od otroka se popolnoma nezanesljivih razmerah poslovi za 4 leta, a 3 leta. Se pravi, ena radikalna odločitev, ki je metaforična, pomeni isto, kot sem pomenil prej, gre za biti in ne biti, stati in obstati, ali. Vsaj gledano iz okvira, historičnega okvira, leta 20. Samo je bilo okolje in situacija, v kateri in v bistvu je bilo tudi neprimerno zadevo iztrgati iz tega konteksta in obdelovati. Ker smo v bistvu po bitki, in ko so stvari končane. No, jaz bi zdaj nadaljeval s tovarišijo. Gre v bistvu pri tovarišiji gre za prve dnevniške zapiske, in sicer od maja leta 1942 do maja 1943 in je prvi del partizanskega dnevnika, ki je šel leta 1949. Z njim, kot zdaj pravi, da je z njim želel povedati nekaj resničnega, nekaj o svojih mislih in izkustvih v vojni. Recimo, imel je svoje stališče, svoje videnje tega, pa bi lahko rekli, da se je že z objavo tega dnevnika nekako, da so se vzpostavili neki temelji za obračun s Kozjakom. Kaj je bilo recimo tisto, kar je bilo v tovarišiji takega, ki bi lahko bilo sporno? Ja. In so se potem seveda te obračun, naprimer, se je potem nadaljeval v strahu in pogumu? Ja, mislim, da med strahom in pogumom pa tovarišijo kakšne zveze direktne ni. Mislim, da so bile določene težave z objavo, bile so potrebne pred natisom intervencije Krajgerja, se pravi notranjega ministra, cele vrste ljudi. Skratka, Kozjek je na določene popravke, na določeno cenzuro moral pisati, če je hotel rešiti knjigo, in knjiga je bila rešena v bistvu brez hujših poškodb, vendar je ostala nekako ignorirana. Nič se ni pisalo, oziroma se je pisalo negativno, posmehljivo v njej, tako da je ostala nekako je rekel bi, na Kozjakovem slovu, na robu stvari. Hkrati je pa vendarle pokazal, to jaz mislim, da je ena najčistejših, najbolj apologetskih knjig o slovenskem partizanstvu. Se pravi, knjig, ki kažejo zelo živo, zelo neposredno, zelo otipljivo življenje v prvih partizanskih, srečnejšem, bi rekel, partizanskem času. Knjiga se mislim, da konča, zdaj se ne spomnim, ampak Maj 42. Maj 42. Ja, 43. Ja. Tako da je Kozjek sistem s to knjigo, ki je obveljala seveda prav kot čista apologija partizanstva, vendar je ohranil in utrdil tudi v političnem smislu ime. On je bil v bistvu takrat podpredsednik republike. Danes te funkcije ni, ampak takrat je bil podpredsednik prezidija, predsednik Vidmar. Tako da je potem prišlo do novel Strah in pogum, do objave popolnoma brez problema. Te knjige, teh novel, nihče od merodajnih ni prebral. Prebral je Vidmar in prebrala jo je skupina Kozjakovih ožjih prijateljev,
ki so ga tudi opozarjali na šibke strani te proze. Vidmar mu je vendarle povedal, da je malo sporno izenačevati žrtev okupatorja in žrtev, ki jih povzročajo partizani. Tukaj opozarjali so ga na dvoumnost in tako naprej, ampak na nerodne formulacije, vse tisto, kar na neki način drži. To niso novele, ki bi bile ne vem kako, kakšen velik literarni dosežek. Tu so pa seveda prebijale takratni plafon razmišljanja, oblikovanja, pripovedovanja proze in tako naprej, ki so prebijali ta v bistvu uniformni zid, uniformni kliše, ki ga vzpostavljali zlasti socialistični realizem, ki je bil na Slovenskem tako sorazmerno šibek. Ampak Kozbekova knjiga leta 1951 šla je pomenila seveda direktni preboj iz teh schematičnih okvirov socialističnega realizma in opozorila na ta način na tisto, kar smo kasneje imenovali temno stran meseca. Vsaj dve noveli sta v tem ciklusu taki, ki sta paradigmatični za ta preboj. Mislim, da je to predvsem Blažena krivda in tista ljubezenska Črna orhideja. Se pravi, svojevrsten odpiranje stvari, o katerih se ni govorilo, ne samo o vojni, ampak če pogledamo to ljubezensko zgodbo, se tudi pred vojno najbrž na to temo, na to čudno menjavo erotike in politike, boja na življenje in smrt ne bi moglo govoriti. Z tega vidika je to bila zelo pomembna knjiga. In povzročila je afero, vihar, seveda šele po izidu. Čeprav je Kozbek sam pred tem že po izidu bral, na obletnici državne založbe so bili literarni večeri. In je Kozbek odlomke iz ene novele tam bral. Ena novela, ne vem katera, zdaj se ne spomnim, je bila sprejeta v antologijo partizanske proze in tako naprej. Ampak hkrati je pa knjiga vendarle pomenila kamenček, ki je potem sprožil plas. Sprožil plas ne zaradi problematične knjige, ampak zaradi problematičnega avtorja. Bilo je samo vprašanje časa, že takoj po vojni, kdaj bo zveze med komunisti in krščanskimi socialisti oziroma Kozbekom konec. In ta povod se je očitno pokazal prosto knjigo. Jasno je, da v tistem času, v tistem režimu enostrankarskem izrazito uniformne, totalitarne, bi rekli danes, ni bilo mogoče pristati na tako izrazitega, tako močnega, tako popularnega, tudi če hočete v javnosti sovražnega partnerja. Ne znam tega povedati. In bilo je samo vprašanje, kdaj ga bojo odstranili. Jaz ste recimo dobil občutek, da Josip Vidmar je bil njegov dober prijatelj. Njemu je pravzaprav velikrat praktično vsak dela, potem mu je dal za preverjati in je cenil njegovo oceno.
Ampak je Vidmar recimo malenkost pripomogel k tem, da je strah in trepet, strah in pogum bil izdan? Ja, seveda je. Ne, mislim, da ni DJ rekel kakšno besedo bratu, ki je bil direktor državne založbe, cel Vidmar. Ampak Vidmar je Kozaka skozi gledal tako malo zviška. Znano je, da je Vidmar seveda, ne bom rekel, da sovražil, ampak izrazito je si delal norca iz katolikov. Ironiziral, ker je mu, vse to se vidi iz Kozakovih dnevnikov, tudi iz Tovarišije že. Hkrati je pa seveda bila podobna po senzibilnosti, po interesih, oba človeka literature in normalno je, da nas sta imela ves čas dobre stike, prijateljske stike. Vidmar je, se veste, prevajal v najhujših hajkah Molierovega Mizantropa v Partizanih. In zelo veliko se pogovarjala o literaturi in ohranila potem po vojni tudi normalno stike. Vidmar je bil njegov nadrejeni v prezidiju kot predsednik republike. In normalno je, da mu je Kozak pokazal že Tovarišijo. Tukaj je Vidmar odigral to dobro, pozitivno vlogo, s tem, da je hvalil knjigo kot eno najboljših del o slovenskem partizanstvu. In je normalno, da mu je Kozak dal za prebrati tudi novele, ki so bile prva stvar, ki jo je on zares napisal v prozi. Se pravi, ki jo je napisal na način, malo bi rekli, literarne fikcije. Tega razen poezije, v poeziji Kozak do takrat ni pisal. Tovarišija je izrazito vsaj narejena kot dnevniški dokument iz tega časa. Čeprav vemo, to je spričano, da je to knjiga, ki je na podlagi zapiskov nastala po vojni. Tudi če gledate leksiko, tudi če gledate slog in tako naprej, je to izrazito stvar, ki je nastajala kasneje v tej formi. Da ne govorim, isto velja še močneje potem za listino, ki še bolj se vidi, da je nastala kasneje. Zato je smotrno po moje tisto, kar ugotavlja, mislim, da Janko Kos v neki kritiki, prav, da je Tovarišija v bistvu roman. Razvidno dogajanje, množica zanimivih, vse, kar gre še zlasti za listino, množica zanimivih vseb, usmerjenost v določen cilj, proti določenemu smotru, kar je značilno za vse, za roman balzakovskega, stendhalovskega tipa. Tudi mislim, da je treba dejansko gledati Tovarišijo listino kot literarno delo. Ne pa samo, čeprav tudi ne, a ne pa nikakor pa ne samo kot dokument. Sklicovati se na to, da so določene formulacije zares nastale tam na robu leta 42-43. Če se recimo pač navežem nazaj na strah in pogum, je leta 1952 nekako po tej objavi novel obveljala Kardeljeva misel. In sicer od nas bo odvisno, ali bomo pustili, da se ta Kozbekovščina razraste ali ne. No in seveda sprejet je bil nekako sklep o Kozbekovi nasilni upokojitvi, prepovedi javnega delovanja. Do leta 1963 je bil neke vrste sovražnik politično ustvarjalno in blokiran. Načrtno je bil potisnjen samoto, ampak
to je bil seveda čas neke duhovne krize zame. Ampak hkrati pa je v tem času tudi ustvarjal, kar se je potem naprej izražalo, recimo že leta 1963, ko ga potem oblast rehabilitira, mu dovoli izdati to drugo pesniško zbirko, kjer so govorila Groza, ki je potem dobila tudi Prešernovo nagrado istega leta. In se v bistvu z njo potem, kar so že omenila, nekako Kocbek vrne v ta vsakdan iz tega 10-letnega mrka. To, kaj v bistvu v sebi nosi Groza, oziroma tako vas bom nekaj ste že povedal, recimo, kaj je želel z njo sporočiti, v bistvu kakšen je bil pravzaprav odziv na to grozo, glede na to, da so vsi nekako vedeli, kaj je Kocbek v tistem času prestajal in potem, ko groza izide, kakšen je bil ozirajoč se nazaj na preteklost, potem odziv na to, kot tem dolgem mirovanju. Ja, predvsem Kocbek ni miroval, ne. Kocbek je pseudonimi je pisal, sploh z Pahorjem. Tudi pisal za Novo pot, to je bila glasilo, duhovniško glasilo, Ciril metodijskih duhovnikov. Predvsem je pisal dnevnik ves čas in pisal je poezijo. In hkrati se ukvarjal z mislijo na te, da bo prej ali slej treba spraviti v javnost tudi te dnevniške zapiske iz partizanov. Se pravi, bil je vendarle zadost angažiran. Zdaj, kako so pa sprejemali, ne vem, kakšne posebne zadrege ob njegovi vrnitvi v javnost ni bilo čutiti. Predvsem ni, razen Alojza Regule v Trstu, ves ta čas v Ljubljani nihče ni protestiral zoper njegovo res hudo usodo. Človeku prepovedati pisanje, se pravi prepovedati pisanje, najbrž nekaj najhujšega, kar lahko literat doživi. Vendar prva pobuda za vrnitev v javnost je prišla iz literarnih krogov. Prva pobuda je prišla iz ust takratnega urednika revije Perspektive, Dominika Smoleta. In to v času, ko je on, Dominik Smolet, imel blazen uspeh z njegovim Tihonom. Se pravi, tam je leta 61-62. Kocbek mu je po misleki izročil nekaj 8 pesmi o smrti. Ko se je to razvedlo, je interveniral Vidmar. In Vidmar rekel, da to ne bi bilo dobro, da se Kocbek zdaj priključuje reviji, ki je veljala tako na pol plačana opozicija, so govorili, na pol opozicionalno, čeprav je revijo seveda ustanovil notranji minister, Moritz Kreiler. Vidmar je rekel, ni dobro, da Kocbek zdaj s to grupo sodeluje. Kocbek ne bi objavil prve stvari po tem molku, besednem molku, vendarle v naši reviji. Naša revija je to ni bil več naš svet, novi svet, ampak je bila naša sodobnost. Se pravi, revija, ki jo je urejal poleg Draga Šege, prav že večkrat omenjeni Božan Perec. In dosegel je Vidmar, da so v tiskarni potem prenesli te pesmi v sodobnost, Kocbek je seveda interveniral in tako naprej, ampak dejansko se je zgodilo potem tako, kot je hotel, si je želel Vidmar, da so prve stvari išle v sodobnosti, druge šele v perspektivah. Pač pa je v perspektivah v teh sreči so išli prvi fragmenti iz
nadaljevanja tovaršije, se pravi nadaljevanja vojnega dnevnika iz listine. In tisto je potem pomenilo dejansko veliko odkritje. Sicer pa zgodba o Prešernovi nagradi je tudi popisan. Še Miško Kranjc bil je Miško Kranjc takrat objavil res dobro knjigo Mesec je doma na Bladonici in skozi ko sta si delila platforma to nagrado, ko je Miško Kranjc je bil proti Otreš. In tako naprej, to so smešne, v bistvu nepomembne stvari. Sicer je pa zbirka Groza doživela zelo dobre, zelo pozitivne odmene, ki niso bili samo dobri v političnem smislu, ampak predvsem tudi v smislu nekih lucidnih interpretacij, analiz, ki so jih doživeli, jih je zbirka doživela v časopisih, revijah in tako naprej. Prej ste omenili tole knjigo, oziroma to je zbornik, Edvard Kozbek, pričevalec našega časa. Tukaj je Edvard Kozbek sodeloval z Borisom Pahorjem in Alojzom Rebulo in zbornik je bil izdan leta 1975 in je nekako svojo vsebino dregnil spet tudi tisto problematiko likvidacij, potem državljanske vojne, oblastništva, komunistične partije znotraj Osvobodilne fronte. Se pravi, ko se je nekako po letu 1963 se tisto pomirilo, ko se pravi, Kozbek zopet vključil v javno sfero, potem leta 1975 zopet nekako na nek rob s tem javnim intervjujem, ki ga je Boris Pahor objavil v tem zborniku. Boris Pahor je pravzaprav Kozbeka nagovarjal, da mora odgovoriti na ta vprašanja, da mora o tem pisati. Kaj mu je želel? Zagotovo mu ni pač želel, da bi se zopet ponovila ista zgodba. Je želel v bistvu olajšati tisto njegovo dušo, ki ga je morila zaradi stvari. Ja, predvsem mu je Pahor ponudil odprt prostor. Da zamejo, ker je bilo varno. Ja, v Ljubljani leta 70, 74, 75, gotovo ni bilo mogoče tiskati poziva, da je treba se seznaniti, treba obžalovati to usodo teh žrtev na Rogu in drugih. To je prosto nepredstavljivo bilo takrat. Čeprav je svoje čase zelo popularna, jaz pravim, partizanska kavbojka, ki je napisal Tone Svetina, Ukana, vendar je zelo direktno, zelo plastično govorila o teh stvarih. Ampak seveda izrazito, enostransko, izrazito z tega komunističnega, da tako rečem, vidika. Medtem pa je Kozbeka ta usoda teh žrtev pravzaprav vse čas peklila. Znano je, se v tem je teče zgodba tudi v knjigi, da je o tem zvedel že leta 45 v Beogradu, ker mu je povedal ministrski kolega Snoj, stric od Jožeta Snoja, temu je pa povedal oziroma poslal neko pismo, nekdo, ki se je rešil iz Brezna na Rogu. Kozbek je takrat hotel stvar razčistiti. Kardelj in potem kasneje na razprava na CK-ju so ga zavrnili, pa so rekli, pa ti verjameš, da se je to zgodilo. Smo jih, pravi neki, smo jih dobili, šli bojo pred sodišče in bojo pravično kaznovani, tako kot se to dela. Ti mi pa najbolj želel, da jih pobijemo, zato da bi ti imel argumente proti nam, komunistom.
Tako zakaj je to preverilo? Popolnoma. Verjel je, da ni nič takega na stvari. Tu pa je postopoma se vendarle ta resnica razširila tudi iz drugih virov, sej emigrantske literature v Ljubljani ni bila popolna zapora, je vendarle tam bil nek tajni fond, se je imenoval fond D v Nuku, ki je dosti načrtno, mislim, da je Rupel to začel, Mirko Rupel začel zbirati in tam se je vendarle to gradivo zbiralo. Konzve tudi je postopoma na teh potovanjih se srečal z emigranti, mislim v Parizu, potem v Münchnu, ki so mu pač ne samo povedali, ampak pokazali celo vrsto dokumentov, ki so nedvomno govorili o tem, kaj se je dogajalo, in na te dokumente ga je že prej seveda lahko upozoril Pahor, ki je živel v Trstu in imel seveda prost dostop do te literature. Kot da je to obrazno peklino, ampak ni se mogel spomniti, ni našel rešitve, kako to povedati. Vedel je, kaj je treba povedati, ampak ni pa vedel, kako najbrž tudi iz bojazni, da marsikaj takrat v 70-ih letih, začetku 70-ih let, enostavno ni mogoče, ker je seveda oblast tako trdna, tako močna, da bi v hipu zatrla vsak od takih poskusov. Okleval je zelo dolg časa, tako da je ta knjiga, tale zelenkasta knjižica, išla, ki je namenjena njegovi 70-letnici, išla z zamudo, približno pol leta, prav zaradi tega, ker je Kozbek vse do zadnjega tipa čakal, okleval s tem intervjujem, ki ne bi bil zadnjega definitivna beseda. Zelo dolg časa se je to potem formuliral in vendarle se mu je nekako posrečilo in se je hotel na ta način tudi v svobodu, čeprav je ves čas vedel seveda, da ne bo mogel ostati brez posledic. Postopoma so se stvari mehčale in tudi kaj. Tako da razen sovražnega govora v časopisih praktično. Obtožili so ga, da govori proti ustavi. Vse mogoče. Normalno je bil pač neka reakcija. Na podoben način, kot se to govori. Tudi dosti. Jaz bi mogoče zaključil ta najn pogovor z nekim iztekom. Napisan je bil 31. decembra leta 1978. Mislim, da zadnji zapis Kozbeka v svoj dnevnik. Leto se izteka, pisma se ustavljajo. Vremenska poročila govorijo o silnem snegu v Hamburgu in globoki temperaturi v Rusiji in Poljski. Dolg čas je izraz mojega strahu pred čutnimi bolestmi v nogah, kakor da se večajo bolečine v ožilju ali žilah spodnjih žilih. Tak sem odšel k maši in dvakrat se mi je obrazil solzi. Vedno bolj sem sam. Kozbek je bil dostkrat sam v tej svoji trmoglavosti, recimo. Ne, trmoglavosti je zverjetno dosledno. Pozitivno, ja. Slobi, sam vse. Sam vse. Tako, hvala za pogovor. Bilo mi je veselje. No, še kdo kakšno vprašanje? Lahko vas vprašam. Kako bi sledno v knjigi je tudi nekaj o tem, ampak bolj širše opredelil vlogo pisatelja Jožeta Javorška v
Kocberkovem življenju. To je ena taka čudna zgodba, ne? Ena nevarna, kako bi rekel, nevarna razmerja, ne? Ki mogoče mlajši generaciji ni razumljiva, ampak je pa mogoče tako tipična za tiste čase. Takrat. Jaz sem naravno napisal eno knjigo o Javoršku, ker me zanima, vznemirja prav ta oseba oziroma ta usoda. Javoršek je mislim, da je letnik 20-21, se pravi 15 let mlajši od Kozmeka, hkrati pa po provenienci glasno podobno Kozmek. Oče organist, pri obeh je oba seveda izjemno verna človeka, hkrati pa oba tudi že, kot bi rekel, protestantovska. Se pravi, sta svojo glavo, ne verjameta samo tistemu, kar slišam v cerkvi. In Javoršek je bil hodil je na Šentviško, seveda gimnazijo Škofijsko, maturiral pa tam je v Ljubljani na klasični gimnaziji, ki so ga vrgli tam iz gimnazije v Šentvidu. In se je Kozmek takoj po začetku priključil OF in dosegel v OF sorazmerno visoko funkcijo. Kozmek je bil, Javoršek, se pravičujem, Javoršek je bil podpredsednik OF za Dolenjsko in Notranjsko. Se pravi, ena taka dosti visoka funkcija. Javoršek je izrazito nastopil proti Dolomitski izjavi. Ob Dolomitski izjavi je celo dezertiral, kot piše sam, se skril tam na eni zidanici na Dolenjskem, pa se potem spet vrnil, so ga kaznovali, da ni mogel se udeležiti zborovanja v Kočevju, ni smel iti na zasedanje Avne v Jajcu in tako naprej. Hkrati pa postal seveda potem direktor, ravnatelj Radia Osvobodilna fronta in on je prišel v Ljubljano zavzeti radio takrat. Radio je bil takrat podoben pomen, podoben značaj, kot bi mu dal s televizijo. Se pravi, neka sorazmerno visoka, kljub vsem tem dogodkom med vojno, dosti visoka funkcija. Hkrati je pa Javoršek že leta 1945 odšel študirati v Pariz. To se je težko predstavljati leta 1945, se pravi, kako je potoval v Pariz. Vojaškim avionom, s katerim se je peljal tudi jugoslovanski novi ambasador v Pariz. To je bil pesnik Marko Ristič, nadrealistični pesnik. In tam se začenja Javorškova čudna zveza, mislim, to še ni popolnoma raziskava, čudna zveza z grškimi partizani, z grškim Gibom Markosom in tako naprej. In pride do čudnega. Javoršek nadzoruje oziroma išče med jugoslovanskimi, predvsem slovenskimi izseljenci, predvojnimi, tam v Alzaciji, Loreni, v francoskem delu, ljudi, ki bi se bili pripravljeni vrniti v Jugoslavijo, tam graditi socializem. Tam je zgleda ta vloga bila malo dvoumna, ni šlo samo za pridobivanje, tudi za kontrolo in Javoršek je oboje
opravljal očitno, jaz to govorim s pridržki, očitno zelo uspešno, tudi so ga potem naredili od firmo študenta na Sorboni, tudi za uslužbenca ambasade. To so pa v bistvu že napol obveščevalni posli in tako naprej, in potem so ga na absurden način postavili pred sodišče, ga poklicali sem iz Pariza, ga postavili pred sodišče in ga obsodili za, mislim, 10 let, ne vem natančno, od sebe, ker je 6. In hkrati seveda v zaporu, jaz tako mislim, da so razumeli. Da je v zaporu potem prevzel to službo špicla, kako se temu reče, predvsem za obveščevanje o Kozbeku. S tem izkrna seveda prijatelja, Kozbek mu je objavil prve poezije, prvo pesem v Dejanju, bila sta povezana med partizani, kljub nekim konfliktom, nekim praškom, sta ostala dobra prijatelja, tudi kasneje, tako da ga je Javoršek ves čas hodil obiskovati in poročal o teh sestankih v policiji, politični policiji. Hkrati je potem kasneje v 70, se povečujem, hkrati je postal izrazito je začel napadati Kozbeka tudi javno. Potem, ko je Kozbek odkril njegovo dvojno vlogo, prijatelja in špicla, mu je to zelo zameril, prepovedal prihajanje sebi, potem ga je začel Kozbek, potem je prišel do samomora Javorškovega sina Svita, ki mu je Javoršek posvetil pretresljivo knjigo Kako je mogoče, in v tej knjigi je Kozbeka tako rekoč direktno obsodil za krivca sinove smrti. Potem se je to njegov napad na napadanje bivšega prijatelja se je pač vlekel nekaj let, doseglo verjetno svoj višek ob Kozbekovi 70-letnici, z eno serijo podlistkov v sobotni prilogi Dela, kjer je Javoršek Kozbeka označeval za dekadenta, za vse mogoče vzdevke mu je naprtil, vse mogoče stvari mu je očital, stvari, ki niso imele zveze, tudi take, ki niso imele zveze z resničnostjo. Na ta način se je ta čudno, ljubezensko sovraštvo odnos, razmerje potem izteklo. Ne vem, se da še več povedati dejstev, ne? S tem, da je treba povedati, da so stvari v veliki meri še neraziskane. Na ta način tudi neznana in jaz se ne čutim kompetenten, da o tem moralizira, obsojam Javorška. Usoda je, njegova je dost huda. Ne glede na to, da je dost umazana tudi z neke strani. Nihče ni samo čist. Nihče ni samo
še nekaj v zvezi s tem. Verjetno sem imel priložnost te dnevnike brati, ti, ki še tudi niso objavljeni iz tega obdobja. No, v knjigi piše, da za tisto prvo verzijo listine, ko je bila naslov Znamenja, je leta 1959 jo dal brat Jožetu Javoršku in on se to zelo pozitivno izrazil o tem. Ampak potem pa pride očitno ta nek dogodek, ko Kozebek spozna, da to ni neko iskreno prijateljstvo, v začetku 60-ih let, da potem, ko do 69. leta, mislim, da to, kako je mogoče izide, ko se začne pa potem ta izbruh tega negativizma. A mogoče veste, če se da iz dnevnikov nekako zvedeti, kaj je bilo to, kako je to. Veste, koliko sem jaz to gledal, je bil razlog literaren. Kozebek je blazno dajal neko Javorškovo dramo, kriminalno zgodbo, ki so jo takrat igrali v Celju, se mi zdi. In to mu je Javoršek zameril. Zameril mu je to, potem še celo vrsto takih drobnih stvari, da mu je recimo poslal tovaršino, takrat je bil Javoršek v zaporu, da mu je poslal brez posvetila v zapor. In da je prej vprašal ministra notranjega Krajgerja, če sme to narediti. In Krajger je potem dovolil. Take stvari drobne. Predvsem mu je pa zameril negativno sodbo o njegovi literaturi. In sam se spomnim, in je vedno, Kozebek vedno govoril, da Javoršek piše tako sladkobno, to je tako kič, to ni nič. To mu je tu povedal najbolj, Kozebek Javoršku, in to mu je očitno samoljuben, kot je bil Javoršek, tudi izrazito zameril. Zdaj, da so kakšni resni, najbrž je tudi vedel Kozebek, da Javoršek med tistimi, ki prihajajo v njegov sanitarni kordon, kot je govoril za Javorška. Verjetno, da mu je to zameril in verjetno, da mu je to v tem tudi sam kaj povedal. Kar se pa tiče listine, tiste prve objave, je bil Javoršek res prvi, ki je to dal. In dal mu je Kozebek brat zato, da bi bil popravil kakšne napačne omembe, kraje, dogodke in tako naprej. In Javoršek je to vzel in nesel na policijo. Policija je to prefotografirana, stran sa stranjo s fotoaparatom. Na ta način se je ta verzija, jaz sem jo imel v rokah, tam v arhivu v Petrovovi hiši, na ta način je to tista verzija ohranjena. Po Javorškovi zaslugi. Čeprav jaz sem dolg časa mislil, da je policija to skrivaj delala v Kozebekovem stanovanju po letih, ki so bili na dopustu, recimo, in tako naprej. Ampak ne, dobila jo je iz Javorškovih rok. In jo seveda tudi vrnila preko Javorška. A to so te, Javoršek ima zaslugo, da to sploh je, da se to sploh gre za to verzijo. Skratka je neka čudna, ambivalentna oseba, ambivalentna figura. Zanimiva. Tudi na nek način tragična. Če bo mislim samo na nič drugega kot na silno samomor. Če lahko samo nekaj še pripomnim tle, mislim, da v njegovem zadnjem intervjuju na Javorškovem ima bilo za Delo leta 90, ali mislim, da leta 90 je tam ena tudi, mislim, da piše, da mu je najbolj žal, da se ni za časa življenja še spravil z Edvardom Kozebekom. Ja.
Pa ne bo znal, se ne spomnim. Ja. Še kdo kakšno Tako je to. vprašanje? Dobro, potem se vam pa seveda zahvaljujem za obisk. Ob izhodu pa je prodajalec iz založbe Modrijan, kjer lahko da tudi po znižani ceni kupiti knjigo, ki ste nekaj za tega. Tako, hvala za obisk.